Pozdravljeni, dobrodošli pri dr. Aleksandru Moti. Danes bom odgovoril na nekaj vprašanj, stvari, ki me jih veliko ljudi sprašuje, morda je to tudi vaše vprašanje. Danes bomo najprej odgovorili na vprašanje Pedra. Pedro pravi takole: že dolgo imam burzitis, opravil sem že 3, 4 ali celo 34 zdravljenja s protivnetnimi zdravili, vendar nič ne pomaga. Imam občutek, da se mi živci v roki krčijo, težko premikam roko in imam hude bolečine, ne vem več, kaj naj storim. Tudi Jess je vprašala: dober večer, doktor, čutim hude bolečine v rami, imam tendinitis in burzitis. Roka mi atrofira, hodim na fizioterapijo, vendar ne vidim nobenega napredka. Imam tako hude bolečine, da včasih skoraj zajokam. Ja, burzitis običajno res povzroča to, še posebej, kadar ne razumemo, zakaj gre in se ne znamo najbolje spopasti s tem. Torej, pojdimo po vrsti. Prva stvar, kaj je burzitis? V našem telesu imamo nekaj majhnih vrečk s tekočino, ki pomagajo pri drsenju. Vsakič, ko imamo strukturo, tetivo ali kost, ki drsi blizu druge, je lahko prisoten burzitis, ki deluje kot nekakšen blažilec. Enaka tekočina, enaka mast, če lahko tako rečemo, kot jo imamo v sklepih in pomaga pri gibanju, je tudi v teh vrečkah. In v rami so nekatere od teh vrečk, ki se lahko vnamejo. Najpogosteje, predstavljaj si naslednje. Poglej, gremo naprej. Tukaj imam akromion, ki je kost, ki je del lopatice. In imamo, narisal bom tukaj z drugo barvo, nadlahtnico, ki je kost roke, prav? Na tem prostoru tukaj, med glavo nadlahtnice in kljukastim delom akromiona, so nekatere strukture. Tiva supraspinatusa. In tukaj je tudi burza, to je ta vrečka, polna tekočine, prav? Obstaja še ena, malo bolj spredaj, katerakoli od obeh se lahko vname. Predstavljaj si, da vsakič, ko narediš gib, malo pritiskaš in povzročaš trenje. Drgneš to burzo. Ko pride do neravnovesja v rami, ta burza ali pa sam tetiva, kot je rekla Jessie, povzroči vnetje, reakcijo. Prav? Kot da bi poškodoval to burzo, ki se potem spremeni, postane burzitis. Ali pa poškoduješ, povzročiš vnetje tetive, kar je tendinitis supraspinatusa. Torej, poglejmo si bolje s temi slikami, kaj je burzitis, prav? Tukaj vidiš vrat, prsni koš in tukaj je področje rame, roke. Imamo kost roke, nadlahtnico, tole tukaj, ki je zdaj obarvana zeleno. Imamo tisti delček, tisto kost, o kateri sem ti govoril, glej. Pusti, da jo prinesem sem. Tako, glej. Tukaj je kost roke v zeleni barvi, vsa ta glava tukaj je kost roke, to je nadlahtnica. In tukaj imamo akromion. Ta kost zdaj, ki je postala zelena, prav? Ta prostor med glavo nadlahtnice in akromionom ima ti dve vrečki tukaj. Glej, to je subakromialna burza, ki se nahaja pod akromionom, ta druga pa je subdeltoidna burza. Pravzaprav kot burzitis štejemo vnetje katerekoli od teh, prav? Če pogledamo tukaj, glej, strani. Tukaj je burza deltoidne mišice in še ena burza. To sta dve burzi, ki sta odgovorni za burzitis v rami. In tukaj spodaj je mišica. Naj ti tukaj malo pokažem. Tukaj bom malo odstranil to burzo in tukaj vidiš, da je tu tetiva nadgrebenčne mišice. Zato je tukaj, ko je vnetje burze, običajno težko ugotoviti, ali gre samo za burzo, ali pa je prisoten tudi tendinitis nadgrebenčne mišice, prav? Torej, pogovorimo se tukaj samo o burzi, prav, ampak dr. Aleksandr Mota, kako naj vem, da imam burzitis? Kako bo zdravnik to ugotovil? Kako lahko sam posumim na to?
Če imate bolečine v rami, ki se še posebej poslabšajo, ko dvignete roko nad glavo, torej, ko gre roka čez 90 stopinj, ali tista bolečina, ki se glede na položaj poslabša. Včasih se zbudite z bolečino, morda imate burzitis. Greste k zdravniku, osteopatu ali fizioterapevtu in ta bo opravil nekaj testov, da ugotovi, ali gre za burzitis. Morda vam bo predpisal nekaj preiskav, da razlikuje med težavami, ker ima na primer Jaycee tako burzitis kot tendinitis. Včasih je težko samo z opazovanjem in nekaj testi ugotoviti, ali je težava v burzi ali v tetivi. Prav? Pravzaprav to sploh ni problem. Če je vnetje v burzi ali če je vnetje v tetivi. In zdravnik ti lahko naroči nekaj preiskav. Najpogosteje ti lahko naroči ultrazvok, kjer se vidi, v kakšnem stanju so tetive, v kakšnem stanju so burze in najboljša preiskava je seveda magnetna resonanca. Magnetna rezonanca. Kaj boš videl? Katera slika ti bo povedala, da imaš burzitis? Običajno se burzitis pokaže na tejle sliki tukaj. Vse strukture so črne in je belo, kot da bi bil tukaj tekočina, točno na tem območju, med kostjo nadlahnice, med kostjo roke in akromionom. Prav? To pomeni, da je burza vneta, da je v njej veliko tekočine. In Aleksander, kaj povzroča burzitis? Pridi sem k meni. Burzitis ima običajno 3 glavne vzroke. Prav? Povedal ti bom vsakega od njih in razložil, kako lahko z dobrim gibanjem to izboljšamo. Prvi in najpogostejši vzrok je neravnovesje. Mehansko neravnovesje, neravnovesje gibanja, neravnovesje napetosti. Aleksander, veliko govoriš o teh neravnovesjih. Kaj je to? Kako to deluje? Predstavljaj si, da se na tvoje rame pripenja več mišic, več linij prihaja vanj. Prav? Ko pride do neravnovesja, je kot da bi bile nekatere mišice bolj napete, vlečejo bolj na eno stran, druge pa so kot da bi bile šibkejše in vlečejo manj. Lahko si predstavljamo, kot da gre za avtomobilsko kolo ali kolo motorja. Ko je kolo pnevmatika napačno poravnana, kaj se zgodi? Z gibanjem, ki ga mora opravljati, se začne bolj obrabljati na eni ali drugi strani, kaj ne? In z ramo je enako. Vedno, ko pride do tega neskladja, tega neravnovesja, nekateri mišice vlečejo bolj, kot bi morale, druge pa manj, kot bi morale. Kar se zgodi je, da se na nekem delu sklepa začne bolj obrabljati, bolj drdniti, bolj trenja in pride do vnetja, kaj ne? In ko govorimo o rami, burzitisu na primer, to neravnovesje, mišica, ki vleče bolj ali manj, lahko izvira iz vratne hrbtenice, iz vratu, lahko pride iz prsne hrbtenice, lahko iz reber, lahko celo iz ledvene hrbtenice in medenice. Obstaja mišica, ki prihaja od tam, široka hrbtna mišica, sega vse do roke, rame, prav? Lahko pa je tudi bliže, lahko gre za neravnovesje v lopatici, ključnici ali celo v samem ramenu. Zato bodite pozorni, ker je tukaj več mišic, glejte, več končičev, več vrvic, ki povezujejo ramo. Obstajajo mišice, ki povezujejo ramo z lopatico. Nadgrebenčna mišica, podgrebenčna mišica, mali okrogli, veliki okrogli, podlopatična mišica, ki je zelo zanimiva mišica, ki jo imamo tukaj. O podlopatični mišici sem že posnel več videov. Obstajajo mišice, ki povezujejo ramo s ključnico. Tako, torej, ki povezuje ramo s ključnico in obstajajo tudi mišice, ki povezujejo ramo. Poglej, kako zanimivo. Tukaj je ta široka hrbtna mišica, ki povezuje ramo z ledveno hrbtenico in medenico. Torej, neravnovesja ledvene hrbtenice, neravnovesja prsne hrbtenice, reber, vratu lahko povzročijo neravnovesje in nepravilno poravnavo ramena. In kako lahko to izboljšam, dr. Aleksander Mota?
To lahko preizkusiš in izboljšaš že zdaj. Dal ti bom nekaj vaj, ki bodo služile tudi kot preizkus, prav? Pri prvi vaji bomo izboljšali gibanje lopatic in ključnice. Torej, če je vzrok, izvor tega neravnovesja, ki ti je povzročil burzitis v ključnici ali v lopatici, ti bo ta vaja pomagala, olajšala bo tvojo bolečino, prav? To je preprosta vaja, naredil boš naslednje, glej. Odpri roko tukaj do 90 stopinj, položi konice prstov na ramo, to boš delal do tam, kjer ne boli, prav? Doktor Aleksandre Mota, če grem do 90 stopinj, potem pa boli. Spusti, pojdi malo nižje. Kolikor največ zmoreš brez bolečine. Položiš roko tukaj in od zdaj naprej boš premikal tako, da boš delal kroge s komolci. Glej, krogi nazaj, čim širši, čim bolj odprt krog, kot ga lahko narediš, dokler ne povzroča bolečine. 10krat nazaj na to, 10krat naprej. Če to delaš skupaj z mano, opaziš, koliko se tvoja lopatica premika tam zadaj. Izgledaš kot Daniel San. Nanesi vosek, odstrani vosek. Točno takšno gibanje dela lopatice tam zadaj. In hkrati se ključnica tukaj spredaj premika naprej, nazaj, se vrti naprej, vrti nazaj, gre gor in gre dol. Torej, ta preprosta, enostavna vaja izboljša gibanje lopatice in ključnice. In če sta ključnica ali lopatica vzrok povzročitelja tega neravnovesja, na tvojem ramenu boš naredil 10krat naprej, 10krat nazaj. Moj bog, izboljšalo se je, to je čarovnija. Ta vaja bo izboljšala gibanje vratne hrbtenice, prsne hrbtenice, reber in tudi ledvenega dela. Prav? Torej, preprosta vaja. Potrebovali boste stol, naslonjalo stola naj bo približno v višini lopatic. Prav? Sede boste tako, da bo medenica lepo nameščena. Zadnjica naj se dotika naslonjala stola. Hrbtenica pa naj bo naslonjena in prilepljena na naslonjalo. Prav? Ledveni del ne sme odstopati, ne smete biti oddaljeni od naslonjala. Lepo ste se namestili na stol. Od tu prepleteš prste, jih skrižaš, jih prineseš za vrat in jih malo združiš. Poskusiš pripeljati komolce naprej. To je pomembno, ker če tega gibanja ne narediš, ali če roko postaviš kakorkoli, ali imaš komolec odprt, kar se zgodi je, da ko se nagneš nazaj, boš gib naredil bolj z vratom in manj s prstnim košem, s trupom, prav. In poleg tega, ko tako prepleteš prste, ti ta roka celo pomaga malo povleči, rahlo potegniti tvoj vrat, kot da bi se raztezal. Torej, prepletel si prste, naslonil na vrat, prinesel komolce naprej in se boš nagnil nazaj, dokler ti je udobno. Nagni se, izdihni in se vrni nazaj. To boš naredil 10krat. Glej, nagni se. In se vrni nazaj. Nagni se in se vrni. Četrtič, spusti, izdihni in se obrni. Nagni se. Nagni se. Izdih je pomemben, ker malo pripomorete k izboljšanju gibanja reber. Ko to izboljšate, podaljšate tudi prepono. Torej, tukaj raztegnete prepono skupaj z vsemi mišicami pred hrbtenico in izdihnete. To je kot da bi delali še dodatno raztezanje. Naredite 10 gibov, ponovno preverite, premaknite roko in preverite, ali je bolečina popustila. In morda zdaj pravite, doktor Aleksander Mota, naredil sem to in ni bilo veliko bolje. Potem je morda vzrok nekaj drugega, neka druga specifična vrsta neravnovesja, ki je drugi vzrok za burzitis. To je sindrom udarnega sindroma v rami.
Mislim, da ste že slišali za to ime tukaj, če redno spremljate naš kanal, naše družbene omrežje. Mislim, da ste že slišali za to, ampak gremo naprej. Vsakič, ko dvignem roko, se ta kost nadlahnice tukaj zavrti in zdrsne navzdol. Pomislite skupaj z mano. Tukaj imam, glejte, kost svoje roke. To je moja desna roka. Glejte, kost roke se bo tukaj sklepala z lopatico in tukaj zgoraj je akromion. Torej, da dvignem roko, se mora zavrteti in zdrsniti navzdol. Razumete? Če nima tega gibanja, da zdrsne navzdol, gre samo gor in udari, povzroči udarec, stisne, zmanjša ta prostor, skozi katerega gre tetiva, tam pa je tudi burza. Torej, utesnitveni sindrom je prav to. Imate zmanjšano gibanje v samem ramenu in vsakič, ko ga premaknete, povzročite ta udarec. Tako preprosto je. Da bi to izboljšali, da bi preverili, ali imate sindrom udarca ali če je to vzrok za vašo burzitis, boste naredili tako. Torej, da preverite in izboljšate to težavo s sindromom udarca v vašem ramenu, boste potrebovali stol, tukaj se boste prijeli za sedež stola, po možnosti ne uporabljajte tistih stolov, ki imajo naslonjala za roke. Sicer si lahko tukaj poškodujete roko, ali pa če primete zunaj, si jo lahko poškodujete tukaj. Prav? Stol brez naslonjal za roke, brez opore za roke, primite tukaj za sedež stola, s hrbtenico lepo poravnano, udobno. Sprostil boš ramo, sprostil roko, edina moč, ki jo boš uporabil, bo v roki, da ti roka ne zdrsne. Prav? Držiš, nagneš se na drugo stran in se vrneš. Ta gib boš naredil 30krat, dokler ne zaboli. Aleksandar, tukaj, boli, greš predaleč. Pojdi samo do tam, kjer ti je udobno in se vrni. 30krat. Pomembno tukaj je gibanje, je ritem, ki ga daš. Prav? Če imaš ramo sproščeno, ko se nagneš na drugo stran, drsiš, se spomniš tistega gibanja, o katerem sem govoril? Nadlahnica drsi navzdol, kot da bi dal mast v ramenski sklep, in odpiraš prostor med akromionom in nadlahnico. Prav? Torej, pomemben je ritem. 1, 2, 3. In sprostitev. In ne moč, ki jo vložiš, niti treba pritiskati, da bi poskušal iti dlje. 30krat. Ko končaš, 30 ponovitev se premakni, preveri, če je tvoje rame lažje, če lahko premikaš ramo brez bolečine. In do zdaj sem prepričan, da je večina ljudi že občutila olajšanje. In že si začel opažati, da je mogoče, da ima bolečina ali vnetje na določenem mestu v tvojem telesu vzroke tudi v drugih delih telesa, kaj ne? In obstaja manjšina, ki pravi: Dr. Aleksandar Mota, že sem naredil vajo za lopatico in ključnico. Dr. Aleksandar Mota, že sem naredil vajo na stolu raztezanje hrbtenice. In že sem naredil vajo za drsanje rame za izboljšanje sindroma utesnitve. In še vedno čutim bolečino. Še ni bilo velike izboljšave. Torej, pojdimo naprej. Morda ste med manjšino, ki ima to, kar imenujemo akromion v obliki kljuke ali kljukasti akromion. Nekateri ljudje imajo drugačen akromion. Namesto, da bi bil raven tukaj, ima tukaj spodaj majhno konico. Prav? In potem si predstavljajte, ta konica, ki jo ima tukaj spodaj, že olajša, ne povzroči, ampak olajša, da se ta prostor zmanjša in pride do trenja burze ali kite. Torej, tisti, ki imajo to anatomsko variacijo, ki imajo nekoliko drugačen akromion, imajo večjo verjetnost za razvoj burzitisa in tendinitisa supraspinatusa. Ne pravim, da tisti, ki imajo kaveljasti akromion, ki imajo to, bodo morali živeti z bolečino. Nikoli nam ni treba, nikoli ne smemo sprejeti, da živimo z bolečino. Prav, vedno moramo bolje razumeti.
ali pa problem, ki ga čutimo, ki povzroča bolečino, ali pa bolje razumeti svoje telo, da lahko izboljšamo, preprečimo ali odpravimo bolečino. Aleksander, imam kaveljasti akromion, že sem opravil preiskave, rentgen, ultrazvok na magnetni rezonanci in že se je pokazalo, zdravnik mi je že povedal. Kaj lahko storim? Vse te vaje, ki smo jih danes tukaj pokazali, ti lahko pomagajo. Moral boš biti še posebej previden, da boš vedno imel dober gib. Na ključnici, na lopaticah, na vratni hrbtenici, prsni hrbtenici, na prsnem košu, na rebrih, v ledvenem delu in na medenici. Sama telesna aktivnost, kadar je dobro usmerjena, je že odličen dejavnik, ki pripomore k temu, da ne čutiš bolečine v rami, tudi če imaš kaveljasto akromion. Obstaja nešteto vaj in načinov, s katerimi lahko izboljšaš svoje stanje in ti bodo pomagali, ker je vsako telo drugačno. Prav? Poišči osteopata, ki bo ocenil tvoje celotno telo, razumel, kako tvoje telo deluje in ugotovil, kaj prispeva k tvojemu stanju. Več, da se ustavi pri tvojem primeru in potem bo popravil, izboljšal to gibanje, poravnal tvoje rame. In bo ohranil tvoje rame zdravo, prav? Lahko ti celo predlaga kakšno vajo, ki jo lahko izvajaš doma. Vse vaje ti lahko pomagajo, ampak ta tukaj je v tvojem primeru najboljša zate. To moraš delati vsak dan, 3-krat na dan ali pa 1-krat na dan. Ali pa moraš to narediti pred. Ne vem, recimo učitelj, preden greš delat, pisati na tablo, kjer veliko delaš, ta gib, ki povzroča utesnitev, prav? Ta vaja moraš narediti pred in potem. Torej, ti nasveti bodo poskrbeli, da ne boš čutil te bolečine, da se ti ne bo razvila burzitis ali tendinitis, ali pa če se že razvije, bo to nekaj blagega in boš to lahko nadzoroval. In zdaj še eno vprašanje tukaj od Žajmeja Šuhmana, od Žajmeja. Doktor, ali obstaja kakšno zdravilo za jemanje, da bi olajšalo bolečino pri burzitisu ali vnetju? Moja roka ima omejeno gibanje. Jajme, poslušaj, jaz sem fizioterapevt, osteopat, ne delam zdravili, prav? Običajno, v primeru abocite, ne glede na kateri od teh 3 vzrokov, zdravilo pomaga zmanjšati vnetje in pomaga zmanjšati bolečino. Zdaj moramo najti vzrok za abocite. To je najtežji del, ampak tudi tisti prinese najboljše in najbolj dolgotrajne rezultate ter zdraviti ta vzrok, prav? Ampak zdravila pomagajo zmanjšati vnetje. Prav? Torej, če v tvojem primeru protivnetna zdravila, analgetiki ne delujejo, veliko ljudi celo naredi infiltracijo, se pravi, aplicirati zdravilo neposredno v burzo ali blizu burze, to ne pomaga, ker s tem ne odpravljate vzroka. Razumeš? To je zame zelo jasno, zelo logično. Če ste vzeli zdravilo, ki naj bi zmanjšalo vnetje, pa se vnetje ni zmanjšalo, potem niste našli vzroka. Nekaj drugega je v tvojem telesu, ponavadi neravnovesje gibanja, neravnovesje napetosti, mehansko neravnovesje, kar povzroča ali prispeva k tej bolečini. In dokler ne boš v narekovajih poravnal svojega ramena, se težava ne bo rešila. Prav, zdravilo ne bo imelo učinka. Razumeš? Je še ena stvar, za katero sem prepričan, da jo je morda kdo že omenil tukaj v komentarjih. Aleksander, uporabljam tople obkladke, uporabljam led, kaj naj uporabim za ramo? Gremo. Klasično zdravniki, ortopedi, konvencionalni fizioterapevti pravijo, dajte led, ker če je burzitis ali tendinitis vnetje, z ledom pomagam zmanjšati vnetje. To je logično. Kar svetujem svojim pacientom in kar svetujem tudi vam. Preizkusite led in preizkusite toploto, ker razmišljajte skupaj z mano. Led pomaga zmanjšati vnetje, tako kot protivnetna zdravila, prav? Če v tvojem primeru samo zmanjšanje vnetja ne pomaga, potem tudi led ne bo pomagal.
Poleg tega led pomaga pri krčanju mišic. Če imaš kakršnokoli neravnovesje, kakršnokoli neskladje v tvojem ramenu, če imaš težave s sindromom utesnitve, bo led še bolj stisnil in povečal to neravnovesje. To je tista oseba, ki reče, zdravnik, fizioterapeut mi je rekel, naj dam led, ampak ko dam led in ga odstranim, ter grem delati svoje stvari, me zelo boli. Torej, v tem primeru led ni priporočljiv zate. Topel obkladek pa, ko ga namestiš, sprosti mišice in poveča prekrvavitev. Se pravi, telo se lažje bori proti tej vnetju in tudi sklep lažje drsi. Torej, toplota, topel obkladek pomaga zmanjšati neravnovesja in sindrom utesnitve. Prav? Torej, če je to tvoj primer, boš uporabil led. Boš poslabšal stanje, bodi si medtem, ko uporabljaš led, ali pa kasneje. In se bo izboljšalo s toploto, ali pa v tistih primerih, morda pri kavljastem akromionu, kjer je vnetje že zelo močno. V teh primerih, kjer je vnetje glavni in najpomembnejši dejavnik, bo led boljši. Torej, preizkusi led, če ne se je poslabšalo, uporabi toploto. Če je bolje, se zdi, da je rama bolj sproščena, ali pa obratno, uporabi toploto, ptica. Marija, zdi se, da mi cela roka utripa, je nelagodje, daj led, kakšno olajšanje. Torej, vsaka oseba je drugačna, odvisno je od vzroka. Dogovorjeno? Torej, napiši tukaj v komentarjih, če imaš kakšno vprašanje o burzitisu, o rami ali o kateremkoli delu svojega telesa. Kakšna patologija, bolezen, o kateri želiš, da tukaj govorim, in kdo ve, morda bo v naslednji oddaji Aleksandar odgovarja na vrsti prav tvoje vprašanje. Tukaj bom zaključil, veliko objem in se vidimo naslednjič.